Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dobro večer. Poslanci državnega zbora so na današnji seji začeli z razpravo o spremembi 2. in 3. člena Ustave Republike Slovenije. Besedili, ki govorite o tem, da je Slovenija pravna in socialna država ter da ima oblast ljudstvo, naj bi na predlog vlade malce spremenili. Pred državnim zborom zdaj pozdravljam predsednika vlade, dr. Mira Cerarja. Dober večer. Gospod predsednik, kaj točno bomo po novem zapisali v ustavo? No, poglejte, vlada predlaga, da bi se po novem 2. člen Ustave Republike Slovenije glasil takole. Slovenija je pravna, socialna in koruptivna država. No dobro, to dejansko tudi je. No, za 3. člen Ustave, kjer piše, da ima oblast ljudstvo, pa predlagamo, da ga zamenjamo z besedilom, ki pravi, da v Sloveniji vlada mafija. No, ampak kdo v resnici stoji za to spremembo ustave? Je to res vlada ali so to lobiji, da ne rečem kar mafija? Ne, tu ne gre za to, da bi kdo pritiskal na vlado. Vlada želi samo pravno urediti zatečeno stanje, nič drugega. To je isto kot črne gradnje. Če jih ne moreš podreti, jih legaliziraj. Hvala lepa, gospod predsednik. Gremo v državni zbor. Ta za spremembo ustave potrebuje dvotretjinsko večino. Na vse kaže, da brez zapletov ne bo šlo. To je resna zadeva. Mafija. Ne moremo se kar tako šaliti, saj v mafiji veljajo določena pravila. Mi tukaj pa se jih ne držimo, ne? To je ta zadeva, ne? Hierarhija. Na vrhu piramide je boter ali šef, ki varuje interese družine. Ob njem je svetovalec ali konsiljere, pod njim pa več kapojev, ki imajo vsak po nekaj vojakov in vse gre v potrditev na višji nivo. Rekel je takole. Namreč, on je prišel k njemu, ker ni mogel dobiti službe, ne? On pa je odgovoril, naj se ne sakira, Marlon Brando pa reče, I will make him an offer, he can refuse. In mislim, da je to tudi način, na katerega se je to ustavo spreminjalo, ne? Tako. Vidim, da kolega Tanko, seveda našega ozemlja, ki smo ga določili, itak ne spoštuje. Vendarle smo se dogovorili, da je Ljubljana naš teritorij, njemu stane Ribnica. On pa si je prvoščil, da je privlekel Suhorobo direkt na Tromostovje. Gre za prvo vrstno svinjarijo in kraj intelektualne lastnine. In tukaj smo mi številka 1. Slovenska demokratska stranka se trudi že več kot 25 let, da bi mafija zavladala tej družbi. In zdaj pride predsednik vlade in ukrade to našo idejo. Jaz sem tole Suhorobo včeraj zvečer probal in je bila dobra, sem jo dal probati tudi kolegici Violeti, ona je rekla, da je v redu. Eni so bili zdaj zelo zadeti, drugim je bilo pa bed. Pred državnim zborom je z nami kolegica Latoja. Čau, Slavko! Kako kaže s podporo poslancev? Bo dovolj glasov za spremembo teh 2 členov ustave? No, trenutno ne kaže dobro. Proti sta SDS in Združena levica. Neodločna je tudi Nova Slovenija, kar pomeni, da predlog vlade ta hip še nima dvotretjinske večine. Naj povem še to, da je stranka SDS svojo podporo ultimativno vezala na zahtevo, da se prvega predsednika Milana Kučana uradno preimenuje v botra. Poglejmo, odkot ta ideja. Vsaka mafija na svetu ima svojega šefa, svojega botra, seveda ga ima tudi naša mafija in s tem ni nič narobe. Treba je le priznati. Predložil bi, da pokažemo s prstom v morgle, da se nehamo sprenevedati. Vemo, kdo je naš boter, naj to postane uradno. V obeh vladnih strankah, SMC in SD, pravijo, da se jim zdi to botrstvo brez veze. A če Kučan nima nič proti, tudi oni nimajo. Latoja, hvala za te izčrpne informacije.
Vse je torej odvisno od enega človeka. Ali bo sprejel funkcijo botra, mi bo zdaj povedal kar sam. Milan Kučan, dobro večer. Pozdravljeni. Poglejte, bilo bi nehigienično, da te pa bude naspreden. Kot dolgoletni streci z ozadja, dobro poznam metode poslovanja v tem okolju. Dejstvo je, da te države že dolgo več ne vodita, ne vlada, ni ne parlament. Vsakdo, ki pride na oblast, hitro postane marioneta lobija. No, prostite, ko vas tako lepo poslušam, imam občutek, da iz vas govori nekdo drug. Da to ni tisti Milan Kučan, ki ga pozna javnost. No, se upravičujem. V tale studio sem prišel naravno s sestanka krajevne skupnosti Murgle, pa svoj glas še nisem uspel povsem prilagoditi za nastop pred kamerami. A tole bo zdaj v redu, ne? No, zdaj pa ste Kučan, kakršnega poznamo. No, skratka, zelo nerad pristajam na takšne in podobne ultimate. A če je to v tem prelomnem trenutku edina rešitev, da skupaj rešimo ta gorijski vozel z ustavo, potem bom pristal. In to samo zato, ker nočem biti predmet neprestanih manipulacij. Kje in za kom stoji Milan Kučan, je stvar moje osebne svobode. Ko ne bom več mogel stati, se bom pač usedel. Torej, funkcijo sprejemam, a pod enim pogojem. Ja, no, in kakšen pa je ta pogoj? Da se mi Janez Janša opraviči za vse, kar je grdega govoril o meni, Štefki in o Murglah. No, dobro, to bo verjetno misija nemogoče. Poglejmo zdaj izjavo človeka, ki ni ravno naklonjen vašemu botrstvu. Kaj je to, Zemljarič? Tako je. Ves problem botra Milana je v tem, da se na biznis pripravi slabo. Hoče biti vedno on ta glaven, prekršek in adijo. Mene je hotel odstraniti pred osamosvojitveno bitko, zagotovo pa bodo še poskušali. Iz režije mi sporočajo, da je z nami v živo Janez Janša. Dober večer. Predvidevam, da ste slišali, kaj od vas pričakuje gospod Kučan. So mi povedali, zato sem tu in čakam. Kaj čakate? Da se mi Kučan opraviči. No, očitno so vas narobe informirali. Jaz čakam na vaše opravičilo. To je smešno, zakaj bi se jaz opravičoval vam? Zato, ker ste vi tisti, ki me neprestano blatite in napadate. No, upam, da tega ne jemljete osebno. Ja, kako pa ne? Kaj, kriv sem za Roško, delal sem proti osamosvojitvi, kriv sem za Deplovas, veliki pok, Patrio, kriv sem to, da ste šli v zapor, pa da ste izgubili na volitvah. Kaj, res je, da imam debelo kožo in visok holesterol. A so stvari, ki mi pridejo do živega. Števka mi je uče. Pa sej, tudi meni lahko vse, kar si zamislim, na nek način propade. To se vleče že zveze komunizmu. Prosim vas, da ne jočete, ker je tudi meni težko. Spomnite se vas kot mladeniča z bujnimi črnimi lasmi, ki je bil vse pripravljen storiti za partijo. Partner. Nije več. No, gospoda, že meni so se urozile oči, tako da se bom kar lepo poslovil od vaju. Je prav tako. Poglejmo še ostale dogodke. Potem, ko so Boruta Pahorja že tretjič zavrnili na audiciji za kmetijo, je v sodelovanju s svojo nekdanjo stranko pripravil svojo verzijo tega reality showa. Tukaj nekaj ekskluzivnih utrinkov iz prve epizode. Stopimo, hlapci, pol metra v zemljo, vsakega. Krucifiks, no? Pol metra. To je pol metra. Hlapec Dejan mi je zjutraj prišel povedati, da naloga ne bo opravljena, krabe so pobegnile, ker je
slabo postavil električnega pastirja. Druge tekmovalce in gledalce doma pa pozivam, naj v dvoboj pošljejo Borota, da se enkrat za vselej izkaže, kdo je kriv za probleme z kravo. Za jutrišnji dvoboj sem treniral več dni. Sicer kot človek ne maram deliti, raje združujem, ako je nuja, stisnim zobe in naredim, kar je treba. Čez 24 ur bo nekdo moral zapustiti kmetijo in vse. To ne bom jaz. Jaz bom prevzel odgovornost in dejansko kmetija sprave je moja ideja in seveda ne morem biti prvi izločen. Dejana bom razsul. Najprej moraš žval ugraditi, zato da ti ne uide. Pa paho, pazi. Samo to si zapomnil. Slovenijo je ponovno obiskal turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu. Tokrat sta se z gostiteljem ministrom Karlom Erjavcem dotaknila nekaterih aktualnih tem iz srednjega veka. Tja stopva, ti bom pokazal, kaj se lepo vidi, ki ste v 16. stoletju Turki čez pa šli, pa ste zauzeli vse, pa požigali, ne? Zdaj bi se pa radi pogajala, ne, za vizume. Nič pogajal, vse zmenjen, evo, roka dam. Žalostno dejstvo je, da nas danes pred turškimi ali kakšnimi drugimi vpadi ne bi imel kdo braniti. Slovenska vojska je že 3 leta na zelo slabem glasu, po obrambni moči pa celo med zadnjimi na svetu. Je napočil čas za nove paravojaške enote? No, danes so se sredi Ljubljane zbrali vojaški naborniki tako imenovane prve noriške brigade. Tam je bil Marjan Jerman. Vi ste vodja noriških nabornikov. Na kaj ste najbolj pozorni pri zboru? Absolutno preverimo ime. Ja, zakaj pa? Ne sme biti naječ, kakšno nemško. Ime je pa v redu, ne? Kaj drugega pa absolutno ne. Koliko nabornikov že imate? To pa težko rečem, ker sem doma pozabil Charlesa na blizu. In ne moram pogledati na seznam. Hvala. Zakaj ste danes pripeljali sina? Zato, ker ni normalno, da se 22-letnik še vedno doji, zato sem ga postavila pred vrata. Zakaj? Zakaj? Ja, ker mene čaka penzija. In me popolnoma sem za te k***e. Jaz jih dojiti več ne mislim. Na začetku bi se zahvalil sponzorju podjetja Peugeot, ki smo od njih dobili ščite pa zastave za naše nove noriške viteze. Nabornike, njihove družine pa Marjana pozivam na boj, ki moramo peš premagati razdaljo do restauracije Lovec, kjer nas čaka borba se zmestila ploščo in špricerje. Drage zbrane, v napad! Tako, to so bile novice dneva, zdaj pa sledi priljubljeni pogovorni šov Marcela Štefančiča. Uživajte v zadnjem tangu. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Škofa, koliko političnih življenj ima nekdanji mariborski šerif Franc Kangler, mi bo pojasnil še drug kot on sam živo. Dober večer. Ok, dej podatek je fascinanten. Za vratom si imel 20 ovadne, od teh je bilo 10 že rešenih v tvoja koristne. Ja, naslednjih 10 pa bo zdaj. Ok, ampak dobro, ne smel pozabiti, da si bil vmes enkrat obsojen na 7 mesecev pogojno, ne? Pa tisto je bilo zaradi sporne zaposlitve podžupanja Astrid Bach. Zadeva pa še ni pravnomočna. Ok, dobro, ampak a si opazil, ne? Same bejbe, ne? Podžupanja, pa vedeževalka, pa tožilka Gerkeševa, današnja notranja ministrica, ona je dejansko prva naročila, da ti prisluškujejo, ne? Ja, vem to, ja. Preiskovalni sodniki, one žarovnike, vse je dobro. Ok, pa konc koncev je tu že tvoja žena, ne, ki ni znala pojasniti izvora 150 000 evrov premoženja, ne. Franc, neudba in komunisti uničile so te babe, ne. Pa zdaj pa me že malo zajebavljaš, Marcel. Pa moja žena jim je lepo povedala, odkud je ignar.
Okay, generalno gledano to lahko pomeni samo dvoje, ne. Ali organi pregona slabo delajo, ali pa si čist kasovza, ne. Ja, jaz to, da sem nedolžen, nikdar nisem dvomil. Vprašanje pa je, kaj bodo rekli organi pregona, ko bo na sodišču padla še zadnja ovadba. Me prav zanima, kdo bo za to odgovarjal pri nas. Ok, dej, nekdanja državna tožilka pokojna Zdenka Cerar je enkrat rekla, da ni nujno vsaka svinarija kaznivo dejanje, ne. Točno to. In tega naši kriminalisti ne bojo nikdar razumeli. Oni dobijo lepo befel od zgori, pol pa odre po srmaki. Vam povem, če bi vse politične svinarije prišle pred sodišče, mi ne bi imeli ne vlade, ne parlamenta. Toliko so vsi vpleteni v razne svinarije. Če bi za vse veljali isti standardi, ko veljajo za mene, mi danes ne bi imeli več levice. Njih pa ščitijo kot zenico, oka svojega. Ok, tudi desnica ni tako nedolžna, ne. Desnica je non-stop na vdari. Nas streljajo z največjimi rafali. Samo poglej, kaj so naredili Janezu Janši. Pol leta je bil na dobu. Pa zakaj? Zato, da ne bi zmagal na volitvah. To možno samo pri nas, mogoče še kje v Afriki. Ok, dobro, trikrat si bil izvoljen za poslanca v državnem zboru, ne. Dvakrat za mariborskega župana, potem pa te je dejansko odnesla ulica, ne. Zdaj, ok, vračaš se z novo ljudsko stranko, je možno, da ponoviš dosežke iz prejšnjega političnega življenja, ne. Ja, jaz sem to prepričan. Če bi bile danes volitve, ne, za župana v Mariboru, jaz sigurno prepričljivo zmagam. Ok, bi si upal še enkrat nastaviti radarje? A bi? Zakaj te ne? Hvala, ker si bil moj gost. Ne, zakaj? Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bil Franc Kangler, mi pa se vidimo naslednji teden ob istem času na istem kanalu. Živo! Za konec še šport in Zmago Sagadin. Pozdravljen, Slavc. Težka sezona gre k koncu, kaj ne da? Še vedno pa buri duhove Novak Djokovic. Povej, kaj ga muči? Pa že po porazu na olimpijskih igrah je bilo jasno, da nekaj škriple ne samo v njegovem tavoru, ampak tudi v zakonu. Sobroga Jelena je na US Openu to pokazala zanimivo gesto, ko je nenadoma zapustila prizorišče. Poznavalci za njune nesporazume v glavnem krivijo trenerja Borisa Bekerja, sicer znanega teniškega playboya. I talk to him every day and I try to help his problem. I tell him, look, Novak, I had 2 wives and 17 girlfriends and I won 6 Grand Slam tournaments. You have 1 wife and 12 tournaments, so you need more women, you know. My friend Boris is always trying to hook me up with girls and he brings women in my dressing room all the time. I tell him I'm a married man, I'm off limits, that's all I can do on my end. But Boris, he doesn't listen to me, he has a plan. I try to explain him. You have wife home, you have girlfriend on tour, you make her pregnant and then you are very motivated to win because you will have to pay for the baby, pay for the divorce and everything. You know, the tennis is a game you play with your balls and it's time for Novak to show his balls to girls. Ja, žogice so ponavadi krive za marsikatero neusečnost. Igralci golfa imajo sicer malce manjše, a to še ne pomeni, da jih nimajo. Ko jih je treba ohladiti, to naredijo na edini možen način. Zdaj pa reci, da nimajo stila. No, dobro, golfisti že vedo kako in kaj. Hvala lepa, Zmago. Spoštovani gledalci, spoštovani gledalke, to je bilo vse za nocoj. Še naprej nas spremljajte na družbenih omrežjih, gledajte nas na YouTubeu ali na RTV 4D. Vidimo se naslednjo soboto zvečer. Lahko noč in miren spavec.